Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTubea, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, če spremljate kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček. Seveda, če vam je to všeč in pa da tudi dodatno požene algoritem. Danes je 14. maj, četrtek. In včeraj smo imeli kar zanimivo dogajanje, namreč dobili smo padec. Mi smo na 15-minutnem časovnem intervalu označili tole trend linijo. Smo jo izgubljali že prej, šli smo pobirati likvidnosti spodaj, potem smo šli testirati nazaj, malo smo jo že presegli in potem je sledil tale padec, ki smo ga dobili in seveda pobrali vse te likvidnosti tukaj spodaj in tudi na enournem časovnem intervalu, ki smo ga spremljali, samo malo bom dal tako, da bo boljše vidno, smo mi pobrali tukaj spodaj tole likvidnost in prišli smo tudi zdaj do te neckline meje, ki naj bi označevala tale naš dvojni vrh. Zdaj, vprašanje za $1 milijon je, ali je to dvojni vrh, ali pa je to čisto nekaj drugega. Seveda, če še naprej izgubimo tole mejo, 79.500 in nadaljujemo dol, potem to vsekakor je dvojni vrh in lahko gremo pobirati likvidnosti, ki so še spodaj na 78.200, pa potem tukaj je še 76.000 in potem še naprej dol imamo označeno eno na 74.000 pa do tam nekje 75.000. Ampak trenutno sem še malo skeptičen. Včeraj smo označevali tole bikovsko zastavico, torej tale trikotnik. Njegovo spodnjo mejo smo mi zdaj izgubili. Ampak predsejkrat se lahko zgodi, da se zastavica preoblikuje v zastavo. Torej, zdaj sem jaz skopiral tole zgornjo linijo in jo postavil spodaj na tale dna in lahko vidimo, da se popolnoma ujema. In ja, možnost je, da se je naša zastavica preoblikovala v zastavo. In če smo mi zdaj naredili tukaj tole zastavo, bikovsko zastavo, dokot bi lahko prišli, če bi mi tole prebili na zgornji meji, dajmo reči, da prebijamo nekje tukaj, pa poglejmo, lahko bi prišli vse gor do 89.000, ampak to je trenutno zelo, zelo velika špekulacija, seveda, ogromno je odvisnega od tega, katero mejo bomo mi zdaj prebili in še vedno je v igri tale dvojni vrh tukaj. Kar se tiče dolgih in kratkih pozicij, lahko vidimo, na enournem časovnem intervalu je Bitcoin kar nevtralen. Zdaj v zadnjem času, tukaj s tem padcem, so ljudje začeli staviti kar precej, nismo še v preprodanem območju, ampak lahko vidimo, da so začeli staviti na padec. Bo to zdaj gorivo, da mi gremo ponovno testirati tole mejo tukaj zgoraj? Bomo videli, zdaj v kratkem, v tem tednu imamo zdaj še današnji dan, pa še jutrišnji dan, tako da marsikaj se lahko zgodi na kriptotrgu v 2 dnevih. Imamo še vedno
tukaj likvidnostna območja, če pogledamo 15-minutni časovni interval. Zdaj tukaj seveda lahko vidimo, jih je kar precej stavilo na padec, kar se tiče Bitcoina, točno na tem dnu, kjer so imeli stop losse. Seveda tukaj na okoli 79.800 in to je ziher bilo zdaj že pobrano. Tisti, ki so bili malo bolj previdni, so jih postavljali tukaj na okoli 80.500. Bomo videli zdaj, če bomo mi šli še to naprej pobirati, in pri tej možnosti je potem tudi pač več možnosti, da gremo pobirati še te naprej gor. Poglejmo zdaj še tukaj tale graf likvidnostnih območij. Naštimal sem na 3 dni, da malo boljše vidimo. In poglejte to, mi smo pobirali vsa likvidnostna območja tukaj spodaj, vseh teh ljudi, ki so stavili na rast. To je bilo območje 80.300, pa potem smo pobrali še tega na okoli 79.500, ampak ostajajo ta območja tukaj zgoraj. Ta prvo je na tam nekje 82.000 in naslednje 82.800. To so stop lossi vseh tistih, ki so stavili na padec, in bi morda zdaj, če dobimo preobrat, če dobimo odboj, pravi odboj od te spodnje trend linije tega našega kanala, bi lahko bili zdaj vsi ti ljudje kaznovani. In seveda tudi, če prebijemo tole zgornjo linijo. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum je izredno cikcakast, še vedno nadaljuje naprej svojo konsolidacijo, tako da bomo gledali 4-urni časovni interval še naprej. Sam pogledajte to, ta konsolidacija se enostavno nadaljuje. In dokler ne dobimo jasnega preboja, je v igri vse, kar smo začrtali, torej tale prvi bikovski scenarij, da končno prebijemo tole mejo 2380, naredimo podporo, odboj in gremo naprej gor do 2800, lahko tudi do 3000. Ta drugi bikovski scenarij, da pač še pademo dol do te naraščajoče linije, dobimo od te linije odboj in potem končno prebijemo tole mejo na 2380 in rastemo naprej gor. Seveda medvedji scenarij bi bil pa ta, da mi tole naraščajočo linijo izgubimo in v tem primeru bi potem lahko padali naprej dol. Ampak, kar me navdaja z optimizmom in kar sem tudi že večkrat poudaril, je, da je ogromno ljudi tukaj, kar se tiče Ethereuma, stavilo na padec. In trenutno smo v fazi čakanja, kaj bo zdaj. Kar me pa najbolj jezi, je pa tole Nasdaq. Nasdaq dobesedno dela all-time high za all-time high, medtem ko kriptovalute padajo oziroma grejo enostavno v stran. Treba bo zdaj paziti, glede na to, da so kriptovalute tako šibke, kaj bi se zgodilo, če bi se zdaj Nasdaq preobrnil in bi šel testirati tole zgornjo linijo tega kanala kot podporo. V tem primeru bi seveda tudi kriptovalute kar še dodatno popadale. Tako da vsekakor zelo zanimivo je to, bo treba spremljati tudi Nasdaq. Tako, to bi bilo tudi vse za danes. Seveda, če vam je bilo všeč, se priporočam za kakšen všeček, pa tudi dajte se naročiti na kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega liva zamudili. Če se pa želite pridružiti v živo,
na Patreonu, dati morda tudi kakšen predlog, da pogledamo kakšno kriptovaluto, so pa povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej in se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.